Lepo pozdravljeni na našem seminarju, kako učinkovito voditi sestanek. Znotraj portala e-kupa je to naš prvi projekt, ki pa je sestavni del celodnevnega seminarja Vodja kot učinkovit komunikator. Na terenu namreč opažam, da se predvsem vodje ubadajo s problemom, kako motivirati zaposlene, kako jih navdušiti za vizijo podjetja, za poslovne cilje. In kakorkoli obrnemo, vse se praviloma začne s sestankom. In zakaj sploh sestankujemo, kaj je pravzaprav sestanek? Zelo na kratko, prepričana sem, da je ena od komunikacijskih zank. Začnemo komunicirati dejansko z enim od naših čutil, ali se vidimo iz oči v oči, tako kot v našem uvodnem srečanju, se slišimo, se dotaknemo, ampak je pa vendarle sestanek še nekaj več, ni samo klepet, je torej neka ciljno naravnana dejavnost in priprava je polovica uspeha sestanka. Na tečaju boste zvedeli, kaj vse je treba pripraviti zase in tudi za udeležence, da lahko računamo na to, da bo ta sestanek učinkovit in da bomo seveda na koncu zadovoljni, ne pa z občutkom, da smo sejali v prazno, brez da bi potem tudi realizirali zastavljene cilje. Kako se z vodenjem izogniti stran potem sestanka? Velikokrat naletim na vprašanje, kaj narediti s tako imenovanimi tradicionalisti, torej tistimi posamezniki, ki so del nekega sistema že leta in se predvsem spremembam zelo radi upirajo. Tudi takšne naše namige na svete boste dobili. Predvsem je pa zelo veliko vprašanj, ko se pogovarjam z vodji, kako ravnati s problematičnimi posamezniki. En moj mimogrede na svet je vedno, da tistemu, ki je zelo rad proti, odmerimo prostor na začetku, da pove, kar ima povedati, zakaj se nekaj ne da, se mu za mnenje zahvalimo in potem rečemo, no, zdaj bomo pa nadaljevali in se ukvarjali s tem, kako bi pa to lahko, naprimer, naredili. Mislim, da vam bo to 4. poglavje, kako ravnati s problematičnimi posamezniki, najbolj koristno, neposredno ga boste lahko dejansko uporabili takoj. Tudi brez spraševanja, poslušanja, tukaj so nam različne tehnike v pomoč, tehnika biljarda, naprimer, enostavno ne gre, ne moremo kakovostno, učinkovito voditi sestanka. Tukaj so zelo pomembna odprta vprašanja in pa tudi, kako jih nizamo. Vsi kdaj zasledimo, ne vem, kakšen intervju, ko novinar sprašuje, ne da bi poslušal potem odgovore in imamo vprašanje na vprašanje. Ko vodiš sestanek, v bistvu vprašaš in potem si vzameš čas za poslušanje. Ampak to ni tisto poslušanje, ne? Ko komaj čakamo, da nekdo konča, da bi lahko spet nekaj sami povedali. V 6. delu bomo govorili o temeljih asertivne komunikacije za vodenje sestanka. 3 ključne besede si morate zapomniti, če jih slučajno ne veste, in jih znati, jaz pravim, iz ust tudi sredi noči, če želite učinkovito voditi sestanek. To ne pomeni, da gledate na svet skozi sončna očala. To samo pomeni, da kontrolirate svoj odziv, svojo reakcijo, svoje vedenje na vse razpravljavce, tako da sledite temeljnemu cilju. Želite doseči to, kar ste si na začetku zadali, da je sam cilj sestanka in se preprosto ne dovolite izteriti. In te neke asertivne tehnike, ki jih omenjamo tokrat, predvsem z vidika uporabe pravilnega besedišča, se boste tudi lahko na hitro priučili ali posvežili spomin, če že vse to veste. V 7. delu vam bodo v pomoč vzorci metamodela jezika. Torej, ko nekdo tako pametno bere misli, se boste naučili uporabiti pravilno vprašanje, da nevtralizirate v bistvu ljudi, ki vam na ta način lahko rušijo razpravo, ko vodite sestanek. In v zadnjem delu, po začetku in razpravi sestanka, namreč sledijo sklepi, pa se zgodba še vedno ne konča. Dobro se je potem na koncu zazreti vase in naprimer ugotoviti, zakaj sestanek ni bil tako učinkovit, kot bi si sami želeli. Nastavite si zrcalo z različnimi vprašanji. Koncept našega seminarja je takšen, da imate 8 PowerPoint prezentacij, v ozadju tudi nekje tonsko predavanje.
osebno iz oči v oči, to interpersonalno komunikacijo bomo pa na začetku zaključili, kar se mi zdi bolj pomembno, da boste imeli pred seboj izročke, zapiske, poudarke, to, kar vam v vsakdanjem življenju koristi, prijazno pa vabljeni, da se morda resnično tako v živo dobimo kdaj tudi na celodnevnem seminarju, morda na sedežu vašega podjetja, ali pa da se po tem seminarju odločite, da bi lahko sodelovali tudi v obliki individualnega coachinga, torej individualnega komunikacijskega svetovanja. Veliko uspeha vam želim, na voljo imate 8 dni, da obdelate ta naš tečaj v celoti, lahko ga seveda tudi v enem dnevu, v 1 uri. 8 dni je dostop do tečaja. Srečno in lep dan vam želim.